Nahajam se v Radljah ob Dravi in kot vidite, sem danes potnik. Potnik v električnem Toyotinem kombiju, ki sem ga poklical kar preko aplikacije, nove aplikacije z imenom Fura Radlje. Preden se zapeljemo po Radljah, vas vprašam, ali ste že naročeni na naš kanal. Sicer vas vabim, da se naročite na naše zgodbe, zato da boste obveščeni. Pri Toyoti verjamemo, da mobilnost pomeni svobodo. Svobodo obiskati prijatelja, da otrok varno pride v šolo, da starejši pride do zdravnika. Ko se ljudje lahko premikajo, lahko sanjajo. In ko sanjajo, gradijo prihodnost. Ko stopimo skupaj, sanje postanejo resničnost. Fura Radlje je dokaz za to. Fura Radlje je storitev, ki je občina Radlje ob Dravi podarila svojim občanom, da bi olajšala prevoz po občini. Z redno linijo povezuje odročnejše vasice občine z osrednjim krajem, prevozom na klic nadomeščajo potrebo po taksi službi, električne Toyote ProAce pa zjutraj in popoldne služijo prevozom otrok v šolo in domov. In prav slednji so bili povod, na koncu pa so z novo storitvijo rešili več muh na en mah. Država je med zakonske naloge občin zapisala, da morajo vse otroke, ki so oddaljeni več kot 4 km in se nahajajo na nevarnih poteh do šole, prepeljati brezplačno v šolo in nazaj iz šole do njihovih domov. In to je za našo občino predstavljalo strošek v letošnjem letu približno 550 000 evrov. Ob zadnjem razpisu, ki smo ga delali za prevoze otrok v šolo, se nam na eni relaciji pojavila približno 70% višja cena, kot pa je bila do zdaj. Se pravi, če bi v letošnjem letu naredili razpis, bi v letošnjem letu znašali samo prevozi otrok v šolo v občini Radlje ob Dravi 800–900 000 evrov. Mi pa bomo zdaj v manjšem denarju izvedli poleg prevoza otrok v šolo tudi še dve dodatni storitvi, ki sta brezplačni potniški promet in pa prevozi na klic, ki so za starejši od 65 let tudi brezplačni. To pomeni zdaj, da ste odvzeli posel avtobusnim prevoznikom? Mi smo se odločili in naredili gospodarsko javno službo iz tržnega mehanizma. Ste malo vznevolili prevoznike ali ste jim dali službo? Jaz mislim, da bi tu morali bolj vznevoliti tiste, ki pišejo zakone, zato da bi vsem občinam dali enake pogoje. A to pomeni, da bi morali te stroške itak prevaliti na Ministrstvo za šolstvo? Tako je, ampak seveda zakonodaja je takšna, kot je. Samo to hkrati pomeni, da če se slučajno zdaj rečemo temu, spravijo pameti na Ministrstvu za šolstvo in drugačne zadeve zapišejo zakon, imate vi kar naenkrat presežek kombijev? Ne, mi bomo zagotovo izvajali te storitve naprej. Mi smo ljudem ponudili storitev, mi ne bomo spreminjali. To je naš dodatek k kvaliteti življenja. Ta kvaliteta življenja se mi zdi zelo pomembna. Omenili ste na tiskovni konferenci prevozno revščino. Koliko je to velik problem tukaj v Sloveniji? Pri nas zelo. Pri nas na podeželju zelo. Mi smo zdaj šele začeli ugotavljati, koliko ljudi živi na odročnih delih naše občine in niti niso imeli možnosti, da bi lahko uporabljali kakršnekoli prevoze za to, da bi lahko prihajali do osnovnih storitev, zdravnik, trgovina, pošta, banka in vse ostale zadeve. Treba je priznati, da je projekt v veliki meri vendarle omogočila država. Kombije so namreč Korošci kupili prek razpisa Ekosklada, torej iz evropskih fondov. A da lahko dobiš denar, je treba imeti dober in realen celosten projekt, na koncu pa dajo piko na i ljudje. In Fura Radlje v svoji digitalni osnovi temelji na aplikaciji Toyota Go, kar pomeni, da Toyota občini ni samo prodala avto, ampak je priskrbela tudi celoten računalniški sistem za delovanje storitve. In to je pravzaprav zelo dobro. Kajti Toyota ima s to aplikacijo za sabo eno grenko izkušnjo iz Kočevja. Tam so namreč storitev ukinili po komaj nekaj mesecih delovanja. Fura Radlje so zdaj torej nadgradnja, ampak kakor ne samo računalniška. Kaj je bilo narobe v Kočevju?
Ne, jaz mislim, da v Kočevju, ko smo začeli, smo odlično naredili aplikativni del, podcenili smo pa ta sociološki del. Se pravi, vsaka platforma, ko jaz gledam iz distance, zahteva več deležnikov. Naša konkretna ena app, eno so prevozniki, eno so uporabniki aplikacije, eno so zdaj starši, recimo. Ne? In zdaj v vsaki točki mora biti res dober fit, da se to zgodi. Ne? In zdaj tam smo bili še mogoče vsi skupaj malo premalo zreli, da bi to bolj dolgoročno pogledali. Ne? Kajti zdaj, ko nastopamo tudi tukaj v Radljah ob Dravi, že vnaprej povemo, da storitev mora funkcionirati vsaj 2 leti, če želimo neke rezultate. Se pravi, če je to neka pilotna rešitev za 3 mesece in imeli smo taka povpraševanja od nekaterih občin ali pa 6 mesecev zaradi nekih EU sredstev, se tega enostavno ne gremo, ker ni smiselno. Bomo dvignili pričakovanja mogoče občanov, pa po 6 mesecih ugasnili, to ni v redu. Morajo začeti uporabniki koristiti in ko uporabniki vidijo neko korist od tega, potem je vse mnogo lažje. Ne? In to, da pa vidijo korist in pa moraš dati nek čas, moraš jim dati neka vozila, voznike, ki so zanesljivi, ki so stalni, ki poznajo ljudi, ki komunicirajo z ljudmi in potem se to zgodi, ta kemija zgodi. Ne? Če nekaj manjka, se ne bo zgodila. Ne? Seveda pa je vprašanje, zakaj? Čemu se s provozi ukvarja proizvajalec avtomobilov? What does this service mean to you as a company, financially wise? This is the expansion of our vision. We are not just merely selling the product, but we are selling the mobility for all. Can mobility as a service be profitable? Profitability of mobility service never come as a standalone, but as a whole package. New car sales, financing, used car, all are interlinking. So once we succeed in incorporating the 360-degree full ecosystem, then finally we will find a way. Maybe for municipality to know us, it's much better than just purchasing a car, and engaging in this kind of project maybe give us much more chance to explain who we are. Na igrišču pa lahko slej ko prej pričakujemo tudi Toyotine posnemovalce iz avtobranže. Our competitors also proclaim the expansion to these things. But maybe interesting part is for mobility service, there's no one fits all this kind of solution. So we cannot just expand the same business model to others. In a way, I'm hoping many participants also join to enrich these mobility services, but at the same time we also make effort that we would be the first one to be chosen as a best partner. A se že kaže, da je aplikacija tisti zelo dober popust? Ja. Se že kaže konotacija Toyota digitalizacija? Bomo videli. Težko rečem, da v tak kratkem času, da smo postali digitalna firma, no? Ampak sigurno pa imamo neki indic na to v tej smeri. Ne? Avtor aplikacije je znano slovensko podjetje Stroka, ki ima sedež prav v Radljah. Oni so Toyota Go tudi lokalizirali. In seveda pogovor z njimi nikakor ni mogel izpustiti tistih 2 slavnih črk U in I. Primer umetne inteligence, ki bi se jo dale implementirati v mobilnostne navade. Se pravi, načrtovanja poti oziroma predlaganja, kaj je najboljše. Ne? Se pravi to. Potem druga stvar je seveda predikcija, ne? Da vidimo recimo, koliko bo ob določenem času nekih potnikov. Z današnjim časom stopajo tudi neki pogovorni boti, kjer se lahko jaz na mesto, da klikam, mogoče tudi pogovarjam z nekim botom. Tako da en kup različnih aspektov, ki jo lahko v bistvu vključimo. Ampak ciljam predvsem na to planiranje, nadzoru tokov, v bistvu prometa pa te zadeve. Kako bi lahko tukaj umetno inteligenco uporabljali? Na podlagi nekih zgodovinskih podatkov, kaj se je dogajalo, ne, da vidimo tu pa tu so šli neki potniki gor največ, tu so šli dol, ne. Lahko potem mogoče določeno linijo spremenimo na tak način, da bomo v bistvu zapolnili kapacitete, pa bojo v bistvu vsi uporabniki zadovoljni. No. Se pravi, konkreten primer, da boste traso v bistvu podaljšali še dol do kopališča, Recimo, ja, da se to izkaže tak primer, pa se v bistvu pol z občino pogovorimo, tu je pa mogoče veliko uporabnikov, ko bojo v bistvu bolj zadovoljni, če gremo še do tja. Ja. V katero smer pa se bo razvijal javni prevoz v občini Radlje v prihodnosti? No,
Obetamo si lahko manj alkohola na koroških cestah. Kakovo življenje pomeni tudi, da imaš možnost iti na veselico v soboto zvečer. Takrat pa vaši kombi ne delajo. Kako rešiti ta problem? Kolega je tudi preomenil heroje, furamo v pižamah. To je super v bistvu zadeva, ki bi dejansko lahko funkcionirala tudi na ta način, da bi v bistvu tudi lokalne veselice imele bolj varne nočne prevoze s pomočjo vaših kombijev. Prejšnji teden smo imeli praznik občine in smo imeli prireditve in že te prireditve smo že uporabljali furo za prevoze na in iz prireditev. Sicer niso bile v nočnem času, ampak neki poizkus je že, tako da smo že nadgrajujemo in bomo poskušali vse skozi nadgrajevati zgodbo, da bo, tako kot smo rekli, dosegala neke standarde visoke kakovosti življenja. Se pravi, bomo decembra se tukaj dobili in sredi noči delali zgodbo o tem, kako peljete iz... Bova poizkusila. Ja, zagotovo. Jaz sem eden izmed herojev, ki vozijo v pižamah, tako da jaz sem zagotovo kandidat, ki mu lahko pravi kak prevoz. No prav, ne, ampak nisem razmišljal to, da bi dejansko pač teh vaših 9 kombijev dejansko potem naredili. Lahko, ja. No, to bi bilo dobra zgodba. Prevozi Fura Radlje so za starejše od 65 let brezplačni, a peljejo zgolj po občini. Za obisk zdravnikov v večjih mestih, na primer, pa lahko starejši še naprej uporabljajo občinski avtomobil, ki je namenjen prostoferskim vožnjam. In o tem, kako delujejo prostoferi, imamo zgodbo za vas. Kliknite in spoznajte prostoferke.